Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako slediti svoji ideji, svojemu poslanstvu, svoji strasti in na koncu koncev, kako narediti, da si pol tudi od tega plačan. Zakaj mislim, da o tem lahko govorim? Jaz sem pred skoraj 30 leti pustila službo, imela sem službo za nedoločen čas in sem se podala v svet neznanega. In glede na to, da sem po poklicu strojnica, veste, bi si človek rekel, kaj pa lahko delam, ampak nisem razmišljala, kaj lahko delam, ampak vedela sem, česa ne želim in vedela sem, da jaz v neko pisarno za 8 ur ne morem več iti in takrat so bili še socialistični časi oziroma ravno razpadala Jugoslavija. Dejansko smo čakali za rampo, da so nas spustili ven kot čredo živine. In kdor se še spomni teh časov, ve, kako je to izgledalo. Ampak dejstvo je, da tudi če tega časa niste preizkusili, kako je to izgledalo, mogoče imate neko idejo, nekaj vas vleče, neko strast imate in se ne upate spustiti v to strast, zato ker imate neko varnost. Vam povem eno zgodbo. Ena gospa, ki pač pred leti sva se spoznali, je bilo tako, da pomagala je zgraditi podjetje svojemu partnerju, vse sta naredila in potem so pač poti šle narazen. In ker je ona tam pustila dobesedno svojo dušo in srce, je potem zahtevala svoj delež. In seveda on ni bil pripravljen deliti, ker podjetje je pač njegovo, in se je zataknila in je ostala tam, še vedno hodi v službo in ni sledila svojemu poslanstvu, svoji strasti, ker jo pa ima, ker je vleče na razne delavnice, ker je vleče na razna predavanja, ker ima znanje, ker je dobila certifikate, ampak tam je zataknjena. In zdaj izgleda, da bo tam pustila dobesedno svojo dušo, zato ker lejte takrat, ko ne sledimo sebi, ko obtičimo nekje, se zmanjša naša življenjska moč. In ko se zmanjša naša življenjska moč, se vedno bolj jo porabljamo za to, da pač vztrajamo tam, da zadovoljujemo neke potrebe in zato je treba razumeti, da ko enkrat prerasteš, tako kot roža, ko enkrat preraste ta lonček, je čas, da se presedi. In ravno tako vi, ko prerastete neke okvire, je čas, da greste naprej v večji lonček. In če ne, za rožo vsi vemo, če jo ne presadiš, se nekaj časa še raste. Ampak slej ko prej začne hirati. Tako pač je. To je življenje. Zato ni nič narobe, če razmišljaš o tem, kako bi naredil drugače. In zato imamo ideje. In zato se nam, pa bi to, pa bi uno. In potem se vklopi tisti pa reče, ne. In to je pa prestrašen In ti govori, ne raje v varno službo, poišči si varnost, veš, pomemben je to, pomemben je uno. In mogoče neki programi iz otroštva, ki so ti vsiljeni dobesedno, ko ti govorijo, kaj moraš narediti. No in druga stvar, še potovanje duše. In zdaj, če ste v enem od prejšnjih življenj pač stradali, glejte, vse boste naredili, da v tem življenju ne boste stradali. Vse boste naredili, da boste nekje varno parkirani, najboljše je pač na državno službo, ker to pomeni, da je to neusahljiv vir dohodka. Ali pa se nekje, kjer se redno obrača denar. Čeprav ne živite svojega poslanstva, je bolj varno se parkirati nekje, kjer ste navidezno varni. Ampak ta varnost je samo navidezna, zato ker to pomeni, da ste v premehnem lončku. In to pomeni, da vaša življenjska energija enostavno začne zastajati. In ko začne zastajati ta vaša energija, vi ne morete iti naprej. Zdaj pa prvi nasvet. Prvi nasvet za vse tiste, ki iščete službo. Kako, recimo jaz zdaj tukaj gledam strani delodajalca. Kaj naredite, če želite dobiti dobro službo? Greste na razgovor. Zdaj pa naslednja stvar, kar nihče ne naredi, veste kaj, napišite zahvalno pismo. Napišete zahvalno pismo in to sem že svetovala in dejansko, kdor je to naredil, je še dobil službo. Napišeš, recimo, če sem jaz delodajalec. Pridete k meni na razgovor
In v naslednjih parih urah dobim pismo od vas, mail. In dobim mail in mi napišete, kaj vam je bilo všeč pri tem pogovoru, ko sva se midve pogovarjali. To je prva zadeva, prva točka. Druga točka, napišete, kako bi pa vi lahko s svojo prisotnostjo obogatili, dodali svojo vrednost v mojem podjetju. In ta tretja stvar, kar napišete, kar čutite, da se lahko zgodi tista bodočnost, vizija. Poglejte, in zaključite zahvalo za vaš čas. Vam povem, da kdor to naredi, vsak dobi službo zaradi tega, ker ponavadi ljudje, ko grejo na razgovor za službo, o čem razmišljajo? Koliko imam jaz plače, koliko bom jaz imel dopusta, koliko bom jaz imel prostih dni, koliko bom jaz... Vsi razmišljajo o sebi, ne razmišljajo pa o tem, kako bi doprinesli k podjetju, ker to je pa odnos. Ravno tako je pri partnerskem odnosu. Vsak gleda, kako imam jaz koristi od tega, ampak če pa dva razmišljata, kako je nama lahko še lepš, a ni to nekaj lepega, ni to nekaj, kar pomeni, da najin partnerski odnos bo sigurno šel v pravo smer. No pa danes govorimo o poslu, ne toliko o partnerskem odnosu, o intimnem odnosu. In pomembno je, da se zavedamo, da če pa imamo neko idejo, da tej ideji začnemo slediti. No in kako pa zdaj to naredite? Prva zadeva, veste, kje je vaš talent. In če je vaš talent delati z zelišči, če je vaš talent ustvarjati, če je vaš talent pisanje, slikanje, kaj je vaš talent? To je prva zadeva. Jaz imam eno prijateljico, ki vsi govorijo, tvoja ustvarjalna žilca, ti zdraviš skozi in slike in ti bi to morala delati. In to je njen presežek, kar ima za narediti, ker ona je bila zatrta nekje v osnovni šoli. Neka učiteljica je dala štempelj, da nima pojma glede ustvarjalnosti. In je zatrla. In je šla študirati ekonomijo, ker je bolj varna. In potem je diplomirala ekonomijo in ona je v številkah. Ampak ona je čisto ustvarjalno bitje in ko bo ona začela slediti temu svojemu vodstvu, tej svoji ustvarjalni žilci, ona bo skozi sliko zdravila. In to je talent. In ko slediš svoji poti, svojemu poslanstvu, svoji žilci, stvarstvo te podpre, stvarstvo ti zrihta stranke, stvarstvo poskrbi za to, da nekdo zve za to, da prideš do mentorja, ki ti pokaže internetni marketing. Vse se zloži skupaj, da dobiš ta pravo računovodkinjo, da dobiš ta pravega oblikovalca. Vse se zloži, ko si upaš slediti navdihu. Dokler pa ne upaš slediti navdihu, se pa dogaja, da se vse poti zapirajo. In vse te poti, ki se zapirajo, enostavno gre tako. Tukaj je pregrada, tam je pregrada, ne gre. Lejte, ko sem jaz ta prvo knjigo napisala, ko imajo hormoni žur. Ko sem začela knjigo pisati, sem samo to vedela, knjiga, to je čas, da jo napišem, čas. Na vseh ostalih področjih je bilo tako, kot bi prišla ob steno, konc poti. A mislite, da sem imela dovolj denarja za tiskanje? Ne. A mislite, da sem imela oblikovalca? Ne. A mislite, da sem imela lektorja? Ne, nikogar nisem imela. Jaz sem samo začela pisati, nastala je knjiga, lejte, tukaj je že 6. izdaja in dejstvo je, da knjiga, ko imajo hormoni žur, mnogim ljudem pomaga do tega, da se preoblikujejo, da stopijo telo, odvečno maščobo, da najdejo ravnovesje, da najdejo hormonsko ravnovesje. Dobesedno ta knjiga pomaga pri zdravljenju. Poglejte, to je moj talent. Moj talent je pisanje. Nam reka, da moj talent je izražanje, ker vidite, da se mi vsake toliko časa zatakne, ampak ni pa, da zaradi tega jaz rečem, joj, ne znam, ne moram. Delam, sledim in ker vem, da na ta način mogoče nekomu dam pogum, nekoga opogumam, da naredi korak naprej, je to moje poslanstvo. Danes zjutraj sem bila tako ganjena, poklical me en gospod in on je začel odkrivati
dejansko ta podzavestne programe, blokade, zakaj se je preko cigaret ubijal in tako naprej. Glejte, ko začneš srečevati svojo dušo in ko začneš čistiti ta svoj diamant, ki ga imaš tukaj noter na sedežu duše, in ko začneš slediti svoji viziji, ki je povezana s tretjim očesom, dejansko je dokazan, Joe Dispenza v tej knjigi Postanite brezmejni dejansko govori o tem, da imamo na tem predelu hipofize prav diamant noter, oziroma kristal. In ta kristal dobesedno žari. Bolj kot slediš svoji viziji, bolj žari, večjo energijo imaš, ti prihajajo ideje, še to bom naredil, še to in se naredi preboj. In preboj je pa tisto, a veste, ko se spraviš iz cone udobja. Ker ja, cona udobja je tam, ker ti je udoben. Udoben je prižgati televizijo, udoben je se gledati medije in na koncu koncev, kaj pa če nam lažejo? Kaj pa če govorijo neresnice? No in ena stvar, glejte, ja, vzgajani smo kot ovce, sledi. Dejstvo je, da tam imajo svojo vojno. Ampak vi, vsak zase, ne potrebujete te njihove vojne. Dovolj je, da sledite svoji viziji, da v danih okoliščinah naredite svojim talentom največ, kar lahko zmorete. In prva stvar, kar se tiče posla, počistite podzavestne programe, kar se tiče preživetja. Strah pred pomanjkanjem, strah pred lakoto, strah pred tem, da boste vi umrli, da vam bojo vaši bližnji umrli. Zaupajte, da se bo vse to zgodilo. Zdaj sem potegnila karto silovitost in dobesedno začnete delovati v točki, v čemer ste vodeni. In boste videli, čudeži se dogajajo. Sledite temu in boste videli, stvarstvo vas podpira, ko vi upate slediti svoji poti.